Zemlja je naš dom. Vzemimo si čas in naredimo vsak dan nekaj dobrega zanjo in za njene prebivalce. 22. april je Svetovni dan Zemlje. Cilj obeleževanja tega dneva je spodbuditi vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja, ker se zavedamo ranljivosti in enkratnosti planeta, na katerem živimo. Leto 2015 je eno najrazburljivejših let v okoljski zgodovini. Je leto, v katerem se bosta združila gospodarska rast in trajnostni razvoj in v katerem bodo svetovni voditelji sprejeli zavezujoči sporazum o podnebnih spremembah. Pred nami so torej težke naloge, vendar se je potrebno zavedati, da sta od rezultatov vseh zadanih projektov odvisni prihodnost našega planeta in blaginja ljudi. V torek dopoldan 21. aprila so pri centralni čistilni napravi na Prežigalu zasadili lipo in zaključili zasaditve 100 skoršev v krajevni skupnosti Konjiška vas in prikazali dejavnosti javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice na ploščadi pred Domom kulture. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas vidim v takem številu. Ampak da ne bo klasičen govor, sem, rekel, pripravljeno majhno presenečenje. Zato bi prosil ena dva junaka, ki bi prišla do mene, pa bomo en kratek razgovor opravili. Vsak je dva? Evo jih. Dajmo jih malo pozdraviti, no? Kak je tebi ime? Tomen. Žiga. Žiga, širi sem. Gledajte, čisto na kratko, otroci. Ko se zjutraj zbudite, kam greš ti najprej? Jaz grem kuhno. Kaj pa tam počneš? Ja, prvo jem, potem grem pa zobe umit kopalnico. Odlično. Voda torej? Ja. V redu. Kam greš pa ti zjutraj? Jaz prvo se grem zobe umit, pa na vecedu. Evo, vidite. In da vse to lahko nemoteno poteka, poskrbi 50 ljudi na našem podjetju. Vsak dan, 24 ur na dan, 365 dni. In moram reči, da nam je veliko zadovoljstvo, da smo lahko v čudovitem okolju, v katerem delujemo občina Slovenske Konjice, kjer moram se zahvaliti tako vam otroci, predvsem pa vašim staršem. In upam, da vas bojo še marsikaj naučili in seveda učiteljica, ki vam predajajo to, kar se mi v zadnji trudimo. Danes vam bo, ko bom jaz zaključil, ne se ustraši, tam bo malo zaropotalo, malo vam bo avto pokazal, kak naši sodelavci delajo na terenu. Naši sodelavci so pa ambasadori. Jaz jih kličem, to so naši ambasadori okolja, ker namreč pospravimo vse tisto, kar nam vi vneto nastavite. Nekateri so pa tudi takšni, ki nam nastavijo tam, kjer to ne spada. Lahko vam rečem, da na leto zberemo 4000 ton ali pa 4 milijone kilogramov odpadkov. Vodstva šol in vrtcev, cenjeni gostje. V tako čudovitem sončnem dopoldnevu tukaj na Mestnem trgu nekako se spominjamo ali pa pominjamo na to, kako zelo je človek povezan z naravo. In hvala otrokom iz vrtca Mali grof za to čudovito predstavitev nastanka zemlje, predvsem pa nastanka življenja. In jaz si srčno želim, da lahko ugotovimo, da je resnično dejstvo, da smo tisti zadnji del, kjer na zemlji ni več bilo življenja, nekako uspeli preskočiti oziroma obvarovati življenje na tem našem planetu. Poglejte, danes so na Mestnem trgu predstavniki javnega komunalnega podjetja predstavili svoje stroje, svoje opremo, svoje znanje, ki je namenjeno za to, da kot občinsko podjetje poskrbi za vse to, kar ljudje pustimo kot stranski proizvod našega življenja, kot stranski proizvod naše civilizacije.
In danes smo pri čistilni napravi, ki ima velik pomen za naše kraje, posadili lipo, zato da bo naša Dravinja bolj čista. Izjemno sem vesel, da se zbere toliko mladih, kajti ravno na vas je, da boste rekli, ohranimo življenje na naši zemlji, ohranimo ga za našo bodočnost. Hvala vsem, ki ste pripravili današnji dan in hvala otrokom, da ste prišli in da se zavedate tega, da je samo od nas odvisno, kako bomo mi živeli, in verjamem, da smo uspeli ohraniti življenje na naši zemlji. Vam vsem skupaj zaželim prijetno počutje na tem toplem sončku. Veliko se naigrajte in tam, gospode in gospe, vprašajte, kar vas zanima, tako da boste vedeli, da se papirčko ne meče v naravo in da se v vodo ne zlije, karkoli pride komu pod roke. Prijetno druženje danes na Mestnem trgu. Hvala županu. Se zahvaljujem in vam tudi vse dobro. Želim vam, da nas malo poslušate, preberete, ko dobite kakšno obvestilo iz komunale, pa ni to vedno samo cena, pa račun, je marsikaj še zraven. Samo z vašo skupno pomočjo bomo mi boljši, pa bomo naredili tako, da bodo Konjice še lepše. Hvala lepa. Župan je skupaj z Brentom Hartleyjem, ameriškim veleposlanikom, pred gimnazijo Slovenske Konjice zasadil tudi sekvojo, ki jo je podarilo ameriško veleposlaništvo. In da je pravzaprav edino živo bitje na tej zemlji, ki ogroža življenje na zemlji. Ogroža sam sebe. In zato danes smo že nekaj dogodkov simbolnih naredili v Konjicah in okolici, zato da smo tiste najmlajše, pa tudi vas, in tudi tiste starejše opozorili na to, kako pomemben je odnos človeka do narave, če hoče preživeti. In današnji dan smo združili še z obiskom gospoda veleposlanika v Konjicah, da pokažemo, kakšen odnos imamo do narave in kako želimo rasti. Jaz sem prepričan, da bo vaše znanje in vaš odnos do narave rastel tako kot tale sekvoja, ki naj na simbolen način pomeni za vas ravno to. Rast, moč, ponos, in zato skrbite za tole sekvojo, da bo čim lažje rasla, da bo čim lepša, in skrbite tudi s tem za vašo bodočnost, za svoje znanje, kajti samo to je način, kako bomo lahko lažje in bolje živeli. Zavedanje, da je naš planet Zemlja pravzaprav živo bitje, katerega sestavni del smo mi sami, nas vedno bolj vodi v dejanja, s katerimi ji izkažemo hvaležnost in se zahvalimo za gostoljubje in vzpostavimo pristnejši stik z naravo.